Servus, folk, danes sem tukaj na sejmu Agritech, kjer je z mano tudi Tom. Danes bo on sovoditelj današnjega vloga. In se bomo pogledali, kaj vse so majstri pripeljali naši razstavljavci. Tokrat je tako crazy, ker pomislim, da 2 letih nismo na sejmu, kjer ne bi bili razstavljavci. Ja. Okay. Razen mogoče Agra. Vse komende smo zdaj bili zadnji 2 leti, še na Mosu, ki je bil tukaj, smo bili. Tako da zdaj si lahko končno tako malo bolj v easy, pogledamo vse. In... Ja, v 1 uri do zaprtja. Dobro, no vse to je, veš kaj, celski sejem je manjši kot Agrava komenda, ne? Da ja, če boste uživali, hitro stisnite like, šerite video, stisnite hype, če si na telefonu, pa naročite se na kanal, prijemo do 27K. Tomo kanal bo opisal, ne? Lahko ga pogledate, a boš ti tudi neki kmetijski lega mojster boš zdaj rad. Ja, zdaj bom vilel v roke, pa bom šel nabadat koruzo. Evo, takoj od začetka, Fendič 942, ne drugače, tole je kar banger mašina, veš. Zgleda, ole, gasilni aparat malo zunaj. Ja, sej, to vse nuca, samo problem je, ko vse zaklejeno zale. Misliš, da bo kak traktor sploh odprt? Vsaj en. Vsaj en. Če ne je pa tam en odprt. Neki delajo. Zraven je pa še Valtra, ki pa bi znala celo biti še večja. Če je tisto 942, pomeni, da ima 320 konjev. Tole je pa Valtra, koji model, to me pa zdaj zanima. Dvigen haubo, pa ma pogledala, kaj je za en model, ker ne vem na pamet. Jaz ne vem, kje se dvigne haubo. Valtra Unlimit. Mislim, da je to Q model, Q so zdaj največji, da ta bi tudi mogel imeti 340 konjev. Bi se zelo priporočil, če bi me kdo v komentarjih, ki verjetno veste, koliko ima tale Valtra konjev, ker ni nobenega listka, nič, specifikacije, malo škoda. Pa me lahko popravite, a ima to več kot 340 konjev ali manj? Jaz pravim, da jih ima 480. Niti približno, ni šans. Do največjega traktora na sejmu še pride. Zdaj gremo po desnem pravilu in gremo prvo v dvorano E. Tu je čas bil epicenter, se spomniš? Ta prvi epicenter, kjer smo se jaz in David udeležili, oziroma ta prvi epicenter potem, ko smo se mi spoznali? Ja, res je, moj drugi epicenter je to vse skupaj bil. Škaj, tole niso traktori, ne? Ampak, stari moj sanke, to pa ni šlo, ne? Stari, moj najljubša stvar je tu, hell yeah! Spark Strix. Sam 10 je. Koliko ima konjev? Velik. To ni dovolj. Kako velik ni dovolj? Rečemo, da jih ima 150. Ne, jaz ti povem, da jih ima 90 skoraj ziher. Zato, ker poznam tole linijo, ker sem jo že gledal večkrat. A veš, zakaj je tetle Spark Strix dober? Ima 90 konjev, ampak gled, kam ima tu, ne? Tole. To je zato, da lahko dejansko ga na repu voziš in stojiš. Pa tukaj ima za šlepat, ali? Pa za prevezati nekaj, pa za šlepat. Da recimo kakšne surferje to imaš. Ne, tetle je fajn, ker Trix so modelna linija, ki pač lahko delaš trike z njimi, kot se reče, ne? In lahko dejansko si stoje gor, ker pač nos da full ven iz vode. Drugače ni sveto, če ga na glavo obrneš, ne? Pol kle piše, da ga moraš obrniti nazaj, ker drugače nima okej. To lahko vidiš samo, če na glavo obrneš. Ne, veš zakaj? Ker ta turbina, ne, ta motor celoten dela z vodo. Če on nima pretoka vode, pač od kjer se odriva, se pregreje, ker se hkrati hladi, ne? Ker nima internega hladilnika, zato da prešpara benzin, ker se samo z vodo, po kjer gre hladi. Zato je tudi lahko, ne vem, manjša prostornina pač samega motorja in space optimization, zato da je lažji in tako vse naprej. Jaz sem zanimiv, nisem specializiran, ne ukvarjam se sam s traktorji, tudi jet skije sem že kar precej in sem že en čas razmišljal, da bi si svojega nabavil, pol sem videl, ceno 10 jurjev in sem rekel, tako YouTube mani pa še ni. Tole je kmetijsko-gozdarska zbornica, škoda, da ni kakšne kokoši. Škoda, da ni turistične zbornice, kako bi se lahko za geogeser kaj zmenili. Tole pa vodo piha, to pa ni fajn za mojo kamero. Ena ta linija za hrano stane jurja pa pol, vsaj tako je bilo na Facebook Marketplace, prodajo to. Zakaj ti veš, koliko na Marketplaceu stanejo serijske krmilnice kokoši? Treba poznati market. Pa to pa noro, Daj ti meni povej, kako so te oropali za tole fanto? 4,5 €. Jezus Kristus. Podpiramo slovensko ekonomijo. Slovensko ekonomijo, broda. Ena zanimivost Agritecha je, da so letos relativno velike mašine v primerjavi z prejšnjimi leti. Ena izmed takih je tudi cisterna za gnojšnico, samohodna. Bomo preverili, koliko kubična, seveda pa ima zadaj tudi pač modul za razstrašanje oziroma za spuščanje te gnojšnice. Do 19 kubikov gre tale zadeva. To si že kdaj videl? Ne. Farming simulator tudi ne? Ne vem, bo obrnen na glavo ali ne, ampak verjetno ne. Cena taka bi znala biti med 170 pa 250 jurjev, ja. Več to je samohodna trosilnica
tekočega gnoja. Zdaj, trosilnica ni pravi izraz, ne vem. Slurry tanker po angleško iz farminga. Mislim, da dela 6 metrov, ne več. 12 metrov ima po mojem raztrosne širine. Če računamo, da je ena tale 3 metre, pa tule sta 2, pa tule 2. Kaj točno je bilo to? Veš kaj je to? Ti naložiš, tako si jaz se predstavljam, 15 ton gor ali pa 19 ton, ne? Ja. Rabiš, pač se ti gume toliko obremenijo, da rabiš sproti spreminjati tlak v njih, zato da pač imaš optimalno zadevo, da ti ne se crknejo. In po mojem to direktno ter tlak pumpa. Samo se ne vrti to. Po mojem je pa tule noter ležaj, da tole je fiksno, uno se pa vrti okoli. Po mojem. Drugače je res. A je res, a ne? Je res, ja. Saj imamo pa tudi še eno, ki ni samohodna, vlečena, tale pa tudi ima lega širine, 9 metrov po mojem. Tako na grobo mogoče 10, pa 16 kubična je. Nadaljujemo pa v hali C, kjer je ponavadi največ dobrih mašin. Tu so John Deere 8R, New Holland T7 in podobne zadeve. Takoj, ko pridemo pa noter, pa vidimo čisto novi model klasov. Ampak ne, tudi mene kot relativnega poznavalca traktorjev. Kaj? Zažrtli. Žertli. Zažrtli. Tamli, župli, žertli. To pa sliko. Ampak ne, z miliona še pa nisem kaj čul za traktor. To pa je zanimivo. Ker tak mali traktor za 130 kojev, ni šans, lega, naš Lambo je večji, pa ima 85 kojev. Sem nekaj narobe s tem Ferrarijem. Zakaj? Napačne barve. Niso Ferrari rdeči. Ja. Eden je napačen unih hue zbral, ko je farbo. Mogoče pa zaradi tega, ker so te bolj zeleni, manj porabljajo, manj izpušnih plinov. Ja, za razliko od avto Ferrarijev, tole tudi nima povprečno V12 noter ali pa V8. To je Stari moj, Allah ne, prosim. To je razlog, da je RAM to. To je razlog, da je RAM toliko drag, pač še traktori so ratali AI. Drugače ne vem, kaj je AI. Jaz sem videl niti ene kamere, niti enega zunanjega senzora, ki je bil AI. Lej, danes vse, kar ima senzor, računalnik, ki je digitalen, ki ni analogen iz ruske vojne ali hladne vojne, to je že vse, kar mislim, ne vem. Ne, res mi ni jasno. Nisem videl niti ene kamere, niti nič, razen če ima kaj optimizacijo elektrike narejeno z AI. Za sekundo sem mislil, tule imamo same Amazonove zelene stvari in ista farba, vse isto, sem mislil, da ima Amazone svojo balirko. Ampak ne, tole je Fend, zraven pa imamo tudi še Fende, in sicer eno izmed najnovejših generacij, 620. Tole ima pa šla pogledat. 600 Fend je pa ena izmed najnovejših, mislim, da je letos lani prišel ven. To pa ni slab brivnik drugače, veš? Kaj je to? Strižnik, za ovce. Strižnik za ovce? Ja, seveda, kultivator je strižnik za ovce. Pa 15-metrska šprica. Evo pa gremo notri, 620 Fendov, 600 Fendov še pa nisem bil, ker do zdaj še nikoli ne bil odprt. Okej, matrija božja. Ni največji Fend, ima pa največ elektronike zagotovo. In za razliko od mogoče kakih preteklih Fendov, tale celotna konzola se ti premika skupaj z zicom in je bazirana na zicu, tako da vse skupaj flowta lepo skupaj s tabo. Še vedno imamo, zanimivo, ker na nekaterih traktorjih tega ni več ekran za volanom, ne vem, na unem stebru ali pa dodatni ekran tukaj, kar je v zadnje čase postala bolj praksa pri kakih Valtrah. Mislim, da celo New Hollandi že tu zadnji nimajo več kaj. Je pa res, da tule imaš res toliko gumbov in toliko vsega, da moraš še paziti, po kateri strani kaj primeš. Kakorkoli zagrabiš, boš ne gumb tisto. Ampak je pa res, da pola več ne rabiš nič na roke delati, vse samo ekranček pa če čisto easy, ne. Celo 12 ali 14, gumbov za sprogramirati ima poleg vseh 4 hidravlik vzadi. Tole zgleda, da je za spredi EHR, pa kordon, pa vse marijo. Tule ima neko loputo zgor, jaz to reč ne vem kaj delo. Sam verjetno se da offnat, nima strešnega okna kot takega. Storage tule zgor za kakšne sončne špegle recimo, nekaj tule vzadi. Ampak relativno malo placa, če te gledaš, nima nič globokega storagea. Sosednji zic, ki se ga da tule lepo zložiti, tako da malo bolj na komod sediš. Se ima pa tamle vzadi le hladilnik na oni strani. Je pa res, da tudi zanimiva stvar, gas je malo čuden, če bi tako rekel, ker je tule čist na strani, čist posebej, pa na neko, še ena novost, ki je nisem še do zdaj videl, še en ekran tu. Tale bi znal biti opcijska oprema, pa še tule prostor za še enega dodatnega, če delaš zdaj s kakimi velikimi mašinami, kar s temle, kar ima vzihar več kot 200 kojev, bi kar se dalo. Za potrebe tega mini reviewa, gremo še vzadi. Zdravo, medtem ko je tomu traktorju. Ta stol mi je ful všeč, ko staneš te kar gor dvigne. Zraven pa seveda imamo koliko tule. En je celo priključen, rdeči komad. Ne vem sicer, kam to gre. Že vidim, to je za hidravlično, tatole zgornjo preklopno za 3-točkovnega. Pol imaš pa še 4 pare
plus, tule so verjetno za bremze. Kar ugotavljam je, da sem čist mal iz forme, zaradi tega, ker ne vem več čisto točno, kaj vsaka zadeva tu zadnji naredi, pa kaj je, pa kjer traktor ima koliko ventilov pa vsega. Zaradi tega, ker, kot smo rekli, že zadnje 3 ali pa 4 kmetijske sejme ne snimam več review traktorjev tega, ampak samo še, ker prodajamo ta merch. Tako da bo treba priti nazaj v formo. Custom tablice. Koliko ste traktorji? Tako 150? Premalo si rekel. Direkt, ko smo prišli noter na sejem, smo se menili z enim razstavljavcem in je rekel, da ko prima do roza traktorja, te smo pri njegovem delu razstavnih zadev. Ampak pred roza traktorjem imamo pa tule Deutz Fahre pa New Hollande. Imamo Deutz Fahre, vse od 5120 pa do 6230, na uni strani smo pa že videli 6280 kot tudi kontra strani čez cesto, pa New Hollandi, prav tako od T5, ali tam najmanjši celo T6, letos je celo T6 najmanjši v tej vrsti in pa seveda do največjega T7 340 grupa. Tule v zadnji imamo tudi manjše, take, ki jaz imam bolj poznat, ki imajo takega doma pri nas, T4 75 S, tule so pa še ostali modeli T6 in pa T5. Tamle je pa en nov T7 225. Konkurenca od Red Bulla, Yellow Bull. Yellow Bull, konkurenca od Red Bulla, kaj pa to? Ja, CX. To je zdaj nova linija, včasih so imeli CR11 ali pa CR7, to pa so CX. In kaj je posebnost te nove T7? Prva stvar, ko jo boš opazil, je havba. To sem videl, ja. Ne samo oblika, ampak dejansko je podrta. Na traktorju boš imel zaradi tega večjo preglednost. Druga ena dobra stvar bo pa sedlasto vzmetenje. To je po bistvu vzmetenje od fenda. Plus zdaj še imaš v zadnji, še imaš opcijo zračnega vzmetenja, imaš zdaj mehansko, hidravlično ali pa zračno. Na udobju je ta glavna razlika. Levi šef je razložil, meni se dopade. Sicer škoda, da je edina razlika pač vzmetenje in udobje, čeprav se je to največja stvar pri takih traktorjih, ker traktor je z toliko in toliko konji, pa z takimi funkcijami, pa AI, in kot smo prej videli, to so že. Tako da zdaj lahko samo še na user experience delaš izboljšave. Upam pa, da bo kdaj tudi refresh prišel tudi na večje modele do 340, zaradi tega, ker ta je samo 225. Kamero, spredaj ima kamero na istem mestu, kot ima Fendt. Na istem mestu ima kamero, direkt pod logotipom spodaj. Sicer nisem videl nobene žice povezane. Pri teh traktorjih je večina, to je tako avti, to je vse koncern. Ko pač si dele izmenjujejo, Fendt dobi očitno prvi, New Holland pol naprej, pol dobi Kase, pa še ne par bi jih se dalo verjetno našteti, ampak pa Fiat mislim, da je še zraven, ker New Holland je kupil Fiat ali lih kontra. Roza traktor, Jerry. Roza traktor? Leko res, roza traktor. Ford Truck je drugače tole, 75-4. Ta traktor spraviš v levi žep. Imamo 85 konjaša doma, pa je traktor velik tako 140 konjski tule, pač fulih bolj kompaktne dela zadnje cajt. Dobro, so taj namenjen za tako, ne, mislim. Ni, to je zdaj pač standardni ta novi form factor takih traktorjev, ker oni oski vinogradniški so še bolj oski. Zdaj smo se uhali, kjer je roza traktor, ki sem z neki pač delu pa snimil za ono firmo tam, kar dolgo zadržala. Zdaj gremo pa zelo na hitro naprej, ker je pol ure pa štrihali, moramo obdelati. Tu imamo in podane, včasih so bile tamle zadnji in so še vedno tudi kobote. Ta traktor mi je pa všeč, take dobre barve. Tak mat je, to je zanimivo. In podan to je neka nova farba, nov model, veš. Na drugi strani imamo od malih kosilnic pa do nastavkov za gnočnice polivati. Ta je pa mičkeno svinski, no. Jaz so ga dan še rabo, ali? Zdaj jaz nisem ne vem kdo, da bi zdaj tu sodil, pa da bi bil kritik, samo 27.500 delovnih ur. Pa brez obnove, vse to po eni strani pomeni, da je kao dober traktor. To je 3 leta. Ja, ampak če bi gledal za traktor, to pomeni, da če so ga imeli Avstrijci, je to 7 let, če pa je bil v Sloveniji, je pa tole 30 let star traktor, kar logično ni, ampak sem 27.000 ur. No pa če, to je 3 leta uporabe, sam konstantne uporabe. Ja, to je ful. Računi, naš traktor jih ima, pa je letnik 96, pa jih ima 11, ali ne, 6 jurjev. Je pa res, da dober, pri nas z Lambotom nismo mi, a veš, ne ukvarjamo se specifično s kmetijstvom. Zdaj, če bi šli še na kontrastran, imamo tudi Federštatove zadeve in pa samohodni mešalc Silo King za futer za krave. To si tudi ne bi mislil, da bi v Sloveniji kdo rabo, razen mogoče kmetij, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke, ampak... To tudi jaz pa rečujem zdaj. To še nisi videl? Ne. To imamo tudi v farming simulatorju. Veš kaj, to moramo spraviti kmalu na farming simulator. Nazaj toliko, da mu pokažemo, kaj vse obstaja. Imamo še kosilnice, če ne drugega je pa vrhunska zadeva to, da ker je pol ure pred zaprtjem, ni nobenega, vse je fraja za posnet, ni v negužju, veš, ko moraš čakati, kje boš lahko kako mašino posnel zaradi tega, da se ti folk umakne, da se bo sploh videlo, pa samo greš. To klapi pa labi, lega, sejmo namesto v 3 urah fertik v 1 uri. To pa prijemo pol v najbolj
tako tehnološko zgleda halo, največ novih stvari. LS traktor, Lagerhof. Dejansko smo imeli tuk-tuk. O, lega tuk-tuka, s tem smo z vami vozili že nekajkrat. Zraven je vse priključki, vse kosilnice. Kje je LS traktor, tamle dol. Imamo Steyerja zadnji. Na tej strani ima SIP svojo zasedo, pa John Deere. Megatrade za stopnico. In tule pridemo tudi do največjega traktorja na sejmu, vsaj po konjskih močeh, zdaj če je to po volumnu in ne vem čem se vse največji, ne vem, ampak tole je John Deere 8R 410. A veš, da v 410-ki ne vem, če sem že sedel, bil sem v 400-ki na Komendi 3 leta nazaj, ampak tale je pa, vidiš ono, ko ima za off na vrate čist na podnu, zato ker pač više ne dosežeš, ne. Poglej pa res, tudi imam tudi kamero. Isto kamerico. Ja, pač vse je isti model, no ne, zdaj ni čist ista kamera, ker vse mora biti dokaj podobna zadeva. Samo, veš kaj pa ti povem, tole je rabljena mašina, skoraj 100%. Ni čist nova, ja, mislim da. In nekaj že imajo gor, da je že bilo delano. Ja, malo Je že... pa vrhunsko ohranjena, tole nima po več kot Jurija ur, po mojem. Vrsta Steyerjev, če pa kaj so pa Steyerji, vedno tako lepo parkirani v vrsti, da to pa noro. Imamo pa vse do 240 konjskih zadev. Ta je že prodan, by the way. Švadaj, no sem pa tudi ima to kot v Steyerja imeti. In še Landini, te ti ima pa tudi, vidiš, voden vhod, skozi kjer ga moraš iti, zato da potem priješ mimo vseh. Spet 240 konjev, kar se mi zdi, da za velik traktorjev, ki so v tej medium do high kategoriji, postal tisti cap, mimo više, kjer ga ne grejo, razen Fendt, John, New Holland, mogoče kase, že dojec vidiš capa na 280 kojih, vsaj za to obično 7. in 8. serijo Warriorjev, ja. Malo knowledge-a o traktorjih, ki ga še premorem. Naslednja hala, spet začnemo takoj z John Deerom, seveda drugo zastopništvo, v tem primeru Technos. Mi imamo Technosov Mulcher, potem pa imamo tule celo vrsto klasov, seveda Grapakovih. Ti so tudi osvetljeni, boga Isusa, moram prav zvišati tole na kameri, ker se mi čelo pred sveti. To je zato, da se svetijo vsi, ki so tako fajn namazni, veš, gume, ki so namazane, da se fajn svetijo vse. Imamo, glej, to so zdaj neki, kjeri so zdaj novi, to so Arion, tamle dol so novi. Elios pa Axos, tista dva sta čist nova, tole so pač prenovljeni modeli Arionov, največji, do kjerega pa pridemo tule, recimo 870, pardon, je pa Axion Night Edition. A to si že videl, ne? A klasi so sicer včasih imeli malo temnejšo sivo barvo ali pa celo črno, da to okol, ne? Zdaj so pa naredili malo odtenek, dali bolj na svetlo in ga poklicali Night Edition. Ja, veš kaj, jaz mislim, da so zafrknili odtenek v tovarni in so pa rekli, da temu zgor Night Edition. To je zdaj feature. To je feature, we wanted it. Zraven še Scorpioni. Lej, Scorp dviguje produktivnost. Skoraj dviguje produktivnost. Nice. Ampak veš, kaj mi je všeč pri klasu, še bolj kot pri ostalih, až drugi manj T7, T8 ali pa John Deere 8R, 6R. Klem pa dajo osebnost, rečejo, ti si pa škorpion. Ja, veš, vsi so na Ion. Evion, Scorpion, Axion, Arion. A veš, niso po številkah, še da imajo številke zraven, zato da veš pač kjer model, pa koliko ima kval in vsega. Ampak, a veš, imajo osebnosti, ker imajo imena. It's about family, man. Vin Diesel bi zihar rad vozil tak kombajn. Če na tem križišču zavijemo desno, pridemo do Tajfuna, gozdarska zadeva, še prej seveda Horsch, pa Kverneland, imaš različne zadevice. To je še vse od Grapaka. Lega, a si opazil, da je tek pol hale, vse do tekočih stopnic. Ok, Tajfun ima mali, Trisa ima mali, da vse stalo Grapak, še tole vse je Grapak. Ja, veliko imajo stvari, rabijo veliko prostora, ne? Mater, imajo ene ponudbe, stari moj. Ta fontana ima pa tak moj childhood memory. Ko smo šli na sejme, pa sem bil mali, pa se mi ni več dalo biti, ko smo šli na most, takrat, ko sem bil takle velik, stari moj, ni mi bilo to zanimivo. In sem vedno, jaz pa moja sestra šla in sva sedela tule na tele fontani, ker ta voda, to nam je bilo pa tako, wow. To je zanimivo bilo na celem sejmu, ta fontana, ne pa, ne vem, neke zadeve za bajto, traktori, karkoli drugega pač je bilo. Ampak to je, ko si star 5 let, zdaj pač fontana ko fontana. Tule imamo še avtomatske sedilce, zelenjave od čebule, solate. Hotel sem povedati še eno ali pa dve vrsti, motovilc, recimo sem tudi vrsta solate, pa sem pa pozabil, ja. Kmetijstvo Čadež, temle mojstrom smo se tudi že na Komendi menili, fajn je, to je zanimiva zadeva. Nova stvar iz Japonske so sem pripeljali. Zdaj pa smo v spodnjem štuku, razen pač redno priključkov iz različnih zastopništev, recimo tudi agromehanika tule na moji levi. Gremo pa še v zgornji štuk, kjer imamo pa še par znanih obrazov in gremo pozdraviti zdaj pred zaključkom sejma. In mislim, da je to za Agritech. Ampak ne, nismo še konec, gremo še v zgornji štuk.
Dobro jutro. Zdravo, zdravo. Zdaj si prišel. Ne, ob 4 sem prišel, sam Rebel sem 2 uri, da sem prišel. Prišel pogledati. Pa zdaj sem prišel, zdaj sem prvič tu. Zdaj, ne, mi smo se tule z Grlico, pa z Garmo menili 1 uro, vse je že zaprto, tako da zdaj pač nijamo več kaj pokazati, ker nobenega folka ni tule. A ni danes un challenge, ki prespiš klej na skrivaj? A sem res, kaj če bi naredil video, prespal sem na mostu, na skrivaj, nihče me ni videl. Mi se lahko skrijemo tule pod mojo kopreno, v židri. Helje, ko si nor. Ti me kaj? Što je ovo? Čak. Pa tako, sir, jogurt, kruh. Ko bomo? Vse bi ti rekel, če se zabavaš, sam po mojem se ne. Ha? Ne, res Jaz bi en jogurt. In prišel tudi Varko, isti, ki je nas na mostu podil ven, by the way, če niste opazili. In spet podivan. Spet nas fudi ven. Tako da bomo nažalost mogli tukaj zaključiti vlog od Agriteha. Bobnarja spok nismo videli, že donosno prej, ker smo mi dobro prepozno prišla. Ampak ja, nič, vidimo se ponovno na naslednjem videu. Like, share, subscribe. Stisni hype, če si na telefonu. Zdaj moraš razbiti mizo, da bo bil hype. Ne bom. Vidimo se naslednjič. Ajde.